Šentjernejski podjetniki delajo dobro. Stanje glede gripe še ni zaskrbljujoče. Zaledenelo kolpo bolje opazovati z brega. Lepo pozdravljeni. V občini Šentjernej ohranjajo tradicijo januarskega srečanja podjetnikov, obrtnikov in poslovnih partnerjev. Tudi tokrat so se družili v kulturnem centru Primoža Trubarja. Gospodarstvo v občini je zdravo, podjetniki in obrtniki, v občini je več kot 350 samostojnih podjetnikov in d.o.o.-jev, pa zelo dobro delajo, je v nagovoru poudaril prvi mož občine Radko Luzar. V mandatu Radka Luzarja so podjetja v občini odprla 140 delovnih mest, kar je nad njegovimi pričakovanji. V 4-letnem obdobju so si jih obetali 100. Šentjernejsko gospodarstvo sloni na manjših, zelo uspešnih, inovativnih podjetjih, ki izhajajo večina iz Iskre, bivše, in pa Podgorje je naš paradni konj. Jaz mislim, da se stanje izboljšuje, da se tudi ceni domače znanje. In mislim, da je tukaj so kar napredki v pozitivni smeri. Težko je dobiti dober kader. To pomeni, da smo vse firme, mislim, dosti dobre in da potem tudi ne prehaja ali pa tisti kader, ki je na razpolago, ga hitro porabimo oziroma zaposlimo. V 7,5 hektarov veliki poslovno-storitveni coni Sever, ki naj bi jo občina komunalno opremila, sicer načrtujejo prihod novih podjetij oziroma širitev obstoječih ter s tem dodatna delovna mesta. Če si nekje v stisnjenem prostoru, se težko širiš, ne? Zdaj, če imaš v coni en tak malo boljši prostor, lahko zgradiš boljšo delavnico, kjer je lažje delati, kjer so pogoji pač boljši, ne? Med tistimi, ki se nameravajo širiti v poslovno cono Sever, je tudi domače podjetje Eltas. Največja ovira bila ta, da nismo mogli najti primerne parcele, kar smo pa tudi v preteklem letu uspeli premagati. Imamo parcelo in v tem trenutku pripravljamo projekt za nov objekt. Vsaj 3 novogradnje na severnem območju Šentjerneja so stvarnost, pravi župan. Čeprav je bila občina neuspešna na državnem razpisu za pridobitev sredstev za komunalno opremljanje poslovnih con. Nismo bili uspešni, ker nismo pridobili vsa potrebna dovoljenja, to je okoljevarstveno soglasje. Tega pričakujemo sredi letošnjega leta in do takrat bo tudi gradbeno dovoljenje za industrijsko cono. Luzar vseeno upa na pridobitev sredstev gospodarskega ministrstva, saj je bil njihov projekt zelo dobro ocenjen. V nasprotnem primeru bi naložbeniki sami vlagali v komunalno infrastrukturo, kar bi jim potem občina odštela pri izračunu komunalnega prispevka. Gripa je že med nami in marsikdo je zaradi nje že obležal ali pristal v bolnišnici. Čakalnice so polne, vrste daljše. Vseeno pa stanje v novomeških zdravstvenih zavodih, za razliko od Ljubljane in nekaterih drugih mest, ni tako zaskrbljujoče, smo izvedeli ob dopoldanskem obisku bolnišnice in zdravstvenega doma. Povečano število prehladnih obolenj da, gripa v velikem obsegu zaenkrat ne. Že na prvi pogled v zdravstveni dom prihaja več bolnikov kot običajno. Zanima me, če se kaj z gripo soočate. Zaenkrat ne. Letos še ni bilo? Ne, sem kar v redu. Kako skrbite za zdravje? Ja, hodim dost, malo hrego, gorjance prehodim pa tako stvari. Ja, bih kar malo, že skozi. Tole čakajo pri zdravnikih, je kar precej. Je kar gneča? Je kar gneča. Jaz nisem še nobenkrat, nisem zdaj, hvala Bogu, ne. Pri nas še zaenkrat moramo reči, da ne. Ampak jaz se cepim ponavadi, saj sem se tudi letos. Glede na to, da lahko na Dolenjskem naval gripe še pričakujejo, iz izkušenj ta pride z zamikom v primerjavi z drugimi regijami, pravijo zdravstveni delavci, ni prepozno za cepljenje. Vedno se je smiselno cepiti, res da zaščita ni takoj, traja to teden, 2, pa vendar čas je še vedno, ker gripo lahko pričakujemo še recimo 2-3 mesece. Ta čas v zdravstvenem domu beležijo več bolnikov s prehladnimi obolenji kot v minulih letih, pove specialistka družinske medicine Jana Mrvar. Nimamo pa še potrjenega dokaza gripe, tako da gre za respiratorne infekte, ki se ob tem času pojavljajo. Svetujemo higieno kašlja, veliko tekočine, čaja, limone.
Kot pravi Mrvarjeva, težav ne pričakujejo, zaenkrat so tudi zdravstveni delavci zdravi. V bolnišnici pa si medicinske sestre, so nam zaupale, želijo, da bi jih bilo več, saj so denimo na pljučnem oddelku, ki je v času povečanih viroz najbolj obremenjen, okrepili le ekipo zdravnikov. Več je respiratornih okužb, a ne gre za alarmantno stanje ali epidemijo, pravi strokovni direktor. V primeru pa, da se bo povečalo, pa seveda tudi imamo scenarij za povečanje posteljnega fonda in tudi kadra. Za začetek na tem oddelku, seveda potem pa, če je bilo potrebno, bi poiskali kapacitete tudi drugje po bolnišnici. Postelje na pljučnem in infekcijskem oddelku so polno zasedene, pa tudi otroški oddelek je te dni precej obremenjen, večinoma na račun virusnih dihalnih obolenj. Prostora imamo ravno za selo dovolj s tem, da je potrebno občasno tudi improvizirati, da si pomagamo z dodatnimi poslami ali pa z pomožnimi prostori. Danes se je sicer stanje na otroškem oddelku že umirilo. Zdaj pa na ceste. Leto se je šele dobro začelo, a sta na cestah na območju novomeške policijske uprave ugasnili že 2 življenji, lani v celem letu 15. V kar 6 primerih so bili povzročitelji nesreče pod vplivom alkohola. Tudi zadnjo nesrečo s smrtnim izidom v Novem mestu je povzročil voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 mg alkohola. 24-letni Francoz je pripeljal iz Bršljina in v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila 25-letnega Makedonca, ki je stal ob rdeči luči na semaforju. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval. Lahko rečemo, da smo v letu 2016 obravnavali 166 prometnih nesreč, ki so jih povzročili vinjeni vozniki, kar je 31% več kot v letu 2015. V sobotnem primeru so pomagali tudi novomeški poklicni gasilci. Če bi mrzlo kaj tazga bolj videl tako blizu kot mi, bi se lahko zamislil, pa bi potem malo drugače reagiral. Odstotek alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je na tem območju višji, kot je slovensko povprečje. Znaša okoli 13%, dočim je na državni ravni nekoliko več kot 10%. V novomeškem zdravstvenem centru Aristotel se vsak dan srečujejo z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola ali drugih substanc in so jih k njim napotile različne službe. Lani so obravnavali približno 780 takih oseb. Med njimi so tudi povratniki, ki pridejo petič. Vsak polnoletni državljan naj bi imel pravico enkrat v življenju se napiti, ne? Ampak nima nobene pravice takšen se usesti za volan motornega vozila. Težava je tudi v sprejemanju odgovornosti, pravi sogovornik s 40-letno prakso v zdravstvu. Mogoče 1-2 primera, da bo nekdo bi rekel, tako odkrito rekel, ja, sem storil tisto, kar sem storil. Vedno je nekdo tretji odgovoren, a četrti je kriv. Pogreša tudi več sodelovanja z okrajnimi sodišči in pripadajočimi upravnimi enotami. A do danes nismo imeli možnost kontakta ali komunikacije ne z upravnimi enotami, ne z okrajnimi sodiščami. Še podatek, da so novomeški policisti lani opravili več kot 38.000 preizkusov alkoholiziranosti in pri kar 1365 voznikih ugotovili kršitev. Ne po cesti, ampak z letalom pa bo v Ameriko potoval sevniški poslanec Tomaž Lisec. Naslednji petek bo namreč s prisego Donalda Trumpa kot predsednika Združenih držav Amerike njegova žena, Sevničanka Melania, uradno postala prva dama. Lisec pa je vabljen na svečano večerjo v njeno čast, ki bo 17. januarja v Washingtonu. Čeprav stranka SDS po svoji usmeritvi sodeluje z republikanci, ki jim pripada novoizvoljeni predsednik Trump, Lisec na to prireditev ni vabljen po strankarski pripadnosti. Bilo je vabilo samo za eno osebo. Po mojih podatkih so strani veleposlaništva kontaktirali sevniškega župana, potem pa, ko je sevniški župan zavrnil to povabilo, so se spomnili nekako na mene kot na poslanca in občinskega svetnika, ki prihajam iz Sevnice, tako da bom jaz zastopal tako Slovenijo kot tudi Sevnico na tem večeru. Gre za slavnostni dogodek, ki ga v čast vsakokratne prve dame od leta 1956 dalje pripravlja velika nevladna organizacija Sister Cities International. Po protokolu je vabljenih okrog 300 pomembnih ljudi, kot so kongresniki, župani največjih mest, diplomati. Vabilo poslano v Sevnico je resnično izjema. In tudi imajo željo, da se tam predstavi Sevnica v
najlepši luči, zato bom tudi s sabo vzel nekaj gradiva in nekaj je bilo tudi že posredovano v ZDA, da prav Sevnico lepo v gospodarskem, političnem, predvsem pa mislim, da v turističnem smislu lepo predstavimo. Liscu bo strošek letalske vozovnice pokrila stranka, prenočil pa bo kar na slovenskem veleposlaništvu. Župan Srečko Ocvirk, ki je vabilo odklonil, pa bo o razlogih spregovoril naslednji konec tedna na dneh odprtih vrat Sevnice. Z datumom prisege novega predsednika se je namreč zanimanje za rojstni kraj prve dame Amerike povečalo in zavod KŠTM pripravlja različne dogodke. Ljubezen ne šteje kromosomov. Downov sindrom je oblika genske spremembe, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški celici 3 kromosome namesto 2. Otroci, ki se rodijo z njim, pa imajo določene posebnosti. Vendar jih to še zdaleč ne ovira pri tem, da živijo življenje na polno. Novomeško podjetje Adient, ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilskih sedežev, je društvu Downov sindrom Slovenije, Centru za obravnavo Novo mesto, podarilo didaktični material za mlade nadobudneže. Ja, pri obravnavah s temi otroki je zmeraj izziv najti nove prijeme, ki jih pritegnejo, ki jim pomagajo pri njihovem razvoju. In ti novi pripomočki bodo gotovo pomagali, da so otroci še bolj motivirani za delo s terapevti. Pri terapijah se gre za razvijanje grobe motorike, fine motorike, razvoj govora, jezika, potem osebnosti, družabnosti in s temi novimi pripomočki se zdaj poslužujemo razvoja teh pomoči. Ne glede na to, kakšni se rodimo, je ljubezen tista, ki otroku največ pomeni, je bilo sporočilo srečanja. Prej, ko začneš z njimi delati, se pravi od leta nič naprej, se vsako leto zelo pozna. Važno je, da dobijo čim več spodbud, se pravi, mi ne zavračamo nobenega otroka, vsak je dobrodošel. V Novomeškem centru za obravnavo je trenutno 7 otrok, želijo pa si, da se jim pridružijo še drugi. V povprečju se v jugovzhodni regiji rodita 1 do 2 otroka z Downovim sindromom letno. Otroci in njihovi starši pa se na terapijah dobivajo enkrat tedensko, in sicer na osnovni šoli Drska. Zdaj pa na led. Že včeraj smo poročali, da je mejna reka Kolpa zaledenela. Naša belokranjska ekipa je preverila, kako debela je ledena skorja, ki prekriva Kolpo. Takšen je pogled na reko na priljubljenem kopališču pri Starem podu v Adlešičih. Ja, to ni prav pogosto, čeprav smo v zadnjem desetletju zdaj že tretjič priča, da je Kolpa čez in čez pri nas zamrznjena. Po pripovedovanju starejših pa je nekdaj led pogosto prekrival Kolpo in so v mlin hodili kar po ledu. Se spomnim pripovedke, da so na Božič punce Čavičeve šle v Miliče k maši in potem, ko so se vračale nazaj z Voli, je pač na nekem delu bila ta skorja pretanka. In njihova pot se je tragično končala, dodaja Jankovičeva. Spominjajo pa se tudi bolj veselih dogodkov. Tukaj v Fučkovce se je priženila gospodična iz vasi tukaj blizu na Hrvaškem in svatje so na Ohcet, torej šli kar po skorji. Oziroma zaledeneli Kolpi in vse se je srečno končalo. Kaj pa danes? Ledena skorja, ki jo 4. januarja prekriva sneg, se je v Adlešičih na Kolpi pojavila že zadnji dan minulega leta. Vendar, pravi Tončka Jankovič, ne priporočam, da bi to kdorkoli hodil po Kolpi, še celo čez, sploh če je sam. Nikoli ne veš, kje je izvir, vsaj če nisi domačin, in tam, kjer je izvir, gotovo ledena skorja ni tako debela. Mi smo se sicer sprehajali po Kolpi, ale v bližini brega. Ekipa Krajinskega parka Kolpa pa je na nekaj mestih zavrtala v led. Meritve so pokazale, da je ledena skorja tanjša, kot so pričakovali, in različno debela, od 7 do 13 cm. Kar pomeni, da ne gre zaupati ledu in je zaledenelo in zasneženo Kolpo bolje opazovati z brega. Še posebej lep je pogled nanjo pri jezu ali slapu, kot pravijo Belokranjci, kjer zaradi večje pretočnosti reka ni zaledenela. Le nekaj 100 metrov nižje pa jo znova prekriva ledena skorja. Jutri pa jo bo, napovedujejo vremenoslovci, še dodatno prekril sneg. Popoldne in zvečer naj bi padlo med 10 in 20 cm snega. Hvala za pozornost in prijeten večer.